Študentsko življenje danes pogosto traja dlje kot nekoč. Mladi na trg dela vstopajo razmeroma pozno, obdobje med zaključkom šolanja in samostojnim življenjem pa se vse bolj podaljšuje. Zagotovo je ta relacija prehod iz šole oziroma izobraževanja v svet dela zahtevna in seveda v določenih obdobjih je bolj zahtevna kot v drugih. Mimogrede, danes smo v boljšem obdobju kot pred 10 leti. Pred 10 leti so mladi oziroma študenti niso zaključevali študija zato, ker je seveda trg dela bil zelo neizprosen. Danes Slovenija ima 3,9% brezposelnost, eno najnižjih v državah EU, tako da ni problem težko najti zaposlitev. Že drži, težko je najti kvalitetno zaposlitev, ampak kvalitetno zaposlitev je vedno bilo težko najti. Bolj je problem ta širši družbeni kontekst, ki generira neko negotovost. Študij danes za številne študente ni edina obveznost. Ob visokih življenjskih stroških jih je veliko prisiljenih delati. Kljub vsemu delo ne bi smela postati edina oziroma prevladujoča študentska dejavnost. Prav usklajevanje dela in študija pa je eden od glavnih razlogov daljšega študija. Visoki življenjski stroški zagotovo ne pomagajo pri tem, da bi študenti prej zaključili študij, ampak podatki pa ne kažejo na to, da bi v bistvu delo preko študentskega servisa recimo podaljševalo potem tudi ta status študenta oziroma čas študija. Študenti danes niso več zgolj mladi, ki so končali srednjo šolo. Fakultete vse pogosteje obiskujejo tudi ljudje, ki so že zaposleni ali si želijo pridobiti nova znanja za nadaljnji poklicni razvoj. Takih je že prek 10%. Tako študij postaja ena od možnosti doživljenjskega učenja, h kateremu se vedno lahko vrneš. Mladi vso večjo pozornost namenjajo formalnemu in neformalnemu izobraževanju, starejši pa bolj doizobraževanju. Razmere se namreč hitro spreminjajo. Prava valuta, kompetenca in pa seveda spretnosti in to se ocenjuje in to delodajalci takoj prepoznajo. Ti novodobni študenti, ki so lahko tradicionalni ali netradicionalni, vse bolj posegajo potem ali jim študij, torej pa ali izobraževalni program, ki je lahko formalen ali neformalen, da te kompetence, ki generirajo vrednost na trgu in ne toliko certifikat. In v tem kontekstu seveda potem to zaključevanje tudi v simbolnem smislu in na nek način duševnem smislu posameznika ima to velik pomen. Ampak za trg dela pa ni tako relevantno. Starejših študentov med 25 in 29 letom je danes sicer okrog 7000, kar je približno pol manj kot pred 15 leti. Nekoliko starejši študenti dajejo vse večjo pozornost za morda krajša izobraževanja, tečaje in druga znanja, kar prepoznavajo tudi univerze. Želijo si biti konkurenčni tudi z neformalnimi znanji. Tukaj seveda dobimo potem tudi tiste študente, ki so 40, 45, 55-letni, ki so popolnoma drugačni študenti, moram reči, so briljantni študenti, ker vedo, zakaj so prišli nazaj. Čeprav se pogosto govori o podaljševanju študentskega statusa, na ministrstvu poudarjajo, da večji izziv predstavlja osip oziroma opuščanje študija. Delež študentov starejših od 30 let se medtem že vrsto let giblje okoli 12% vseh vpisanih.